ki ohranja na drugem mestu, no zdaj pa ne več. Že dolgo nismo videli kakšne priložnosti, pa kakšen strel zdaj Trdina. Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam novo epizodo magazina Pod prečko. Z nami bo slovenski prvak in reprezentant Žan Karničnik. Sploh pa mi je sedaj uspelo, bom rekel, že z tretjim klubom v Sloveniji osvojiti ta naslov. Spoznali bomo končno lestvico izziva Pod prečko. Trener Celja Damir Krznar se bo ozrl na šampionsko sezono. Evo, realno, Olimpija, derbi v Celju. V rubriki Pogovor z legendo pa nas bo gostil selektor Matjaž Kek. Hkrati pa si seveda bil kao narekovajih Jack, ker si igral za NK Maribor. Vsaka tekma pa je bila par tisoč ljudi, ne? To je bilo tudi po 10 tisoč ljudi v derbih. Karničnik strelja in Celjani vodijo! Za Celjani je izjemna sezona, v kateri so se ekspresno zavihteli na vrh, si priigrali lepo prednost in jo na koncu brez večjih težav zadržali. Gonilna sila Grofov je bil najboljši igralec lige Žan Karničnik, ki mu je uspelo državni naslov osvojiti še s tretjim klubom, proslava katerega je bila najboljša. Mislim, vsak naslov je lep, vsak naslov je poseben. Sploh pa mi je sedaj uspelo, bom rekel, že z tretjim klubom v Sloveniji osvojiti ta naslov in ja, smo kar imeli zdaj te 2 tedna smo malo proslavljali, ampak sedaj je čas, da se zberemo, da gremo naprej. Albert Riera in Damir Krznar sta Celje popeljala do drugega naslova v klubski zgodovini. Kaj je bilo v lovu na naslov ključno? Hitro priigrana prednost ali konstantnost v kasnejšem delu prvenstva? Pa ja, lahko rečem, da bom rekel, obe stvari sta bili dokaj ključni, ker skoraj celo, ko smo si nabrali to prednost, nekako nismo več tega izpuščali iz rok. Nekako je šlo vedno od, mislim, 7 do 10 pik je bilo skoraj, bom rekel, večina sezone prednosti in ja, mogoče je imela tudi, lahko rečem, Olimpija svoje priložnosti, da bi se nam malce približali, ampak na koncu, bom rekel, smo mi postavili svoje stvari na svoje mesto. Kaj se je spremenilo v slačilnici oziroma v samem klubu, ko je prišel Damir? Tudi s Krznarjem ste osvajali točke v seriji, kot si rekel, niste nikoli padli v neko brezno, kar je najverjetneje še teže, ko so bila tista pričakovanja že tako visoko nastavljena tam do avgusta. Ja, mislim, tudi trener sam, ko je prišel, je verjetno po njegovi analizi predvidel, da dejansko ni treba nič spreminjati, ker ekipa deluje dobro, igrali smo na ta način, ki nam je ustrezal in ja, pač tudi on je to peljal, ta voz peljal naprej in seveda vsak trener ima neke svoje ideje, katere so tudi pri njem, lahko rečem, dobro delovali, da smo držali to razliko. Sedaj pa, ko je konec, ja, smo probavamo malce, bom rekel, druge stvari, da vidimo, kaj nas lahko čaka tudi v Evropi. Glede na točkovno zalogo in predčasno potrditev naslova bi se marsikdo sprostil in delal nekoliko manj zavzeto. Žan pa si tega ni privoščil, saj ga hitro čaka nova posebna misija. Mislim, je bil tisti prvi teden, nekako sem si vzel malo več časa za sebe, ampak sedaj naslednje tekme, te zadnje tekme, tudi sem govoril s trenerjem, da sam hočem odigrati, da sem le tako lahko v nekem ritmu in mislim, da je to tudi najboljše za mene. Ker vemo, da letos poleti ne bo nič pauze, mislim, da samo 2-3 dni malce oddiha sedaj po zadnji tekmi, potem pa se že zberemo in pripravljamo za Evropo. Po zimi sta z Elčnikom oba ostala v prvi ligi Telemach. Si ti kadarkoli razmišljal, da bi vseeno spremenil okolje ali bi bilo to morda celo preveč tvegano v luči Evropskega prvenstva? Je tudi to odigralo neko vlogo pri tvoji odločitvi? Pa ja, sem, bom rekel, razmišljal tudi malce o tem, da ne bi bilo pametno po zimi. Vemo, da je ta zimski prestopni rok še nekoliko krajši in
rabiš nekako malce več časa, mogoče tudi po tem novem klubu, da se prilagodiš na vse te nove zahteve in mislim, nisem sploh dejansko nekaj preveč razmišljal o tem, da bi zapustil Slovenijo, ker konec koncev tudi nam je dobro kazalo na polovici prvenstva. Poletje bo tudi po koncu Evropskega prvenstva za Žana zelo zanimivo. Z dobrimi igrami na Euro bi zagotovo postal zelo zanimiv tujim klubom, v Celju pa ga čaka boj za Ligo prvakov, kako gleda na svojo prihodnost. Sedaj bom dejansko videl, kako se bo vse to odvijalo. Bom rekel, ne vršim nekega pritiska, da je bilo nujno potrebno iti, ampak se pravi, se bomo verjetno tudi mi mogli vsest, videti kak pa kaj dalje in ja, ne vem, mislim, sam še ne vem, kaj bo prinesla prihodnost. 4 goli in 11 asistenc potrjujejo izjemno sezono. Kaj je bilo ključno za tak razcvet v igri v napadu? Ja, bom rekel, da s prihodom Alberta takrat mi je postavil neko novo vlogo na igrišču, postavil me nekoliko višje v tej formaciji in tam sem se tudi dobro znašel. Tudi nekaj golov asistencije na mojem kontu letos, tako da ja, lahko rečem, da je res ena dobra sezona. Zaradi svojih predstav se v reprezentanco odpravlja izjemno samozavesten. Izbrana vrsta je sicer zelo povezana, kar potrjujejo tudi številne čestitke soigralcev za osvojen naslov. Med reprezentanti iz prve lige Telemach junija rivalstva ne bo. Kako povezana bo poleti Slovenija? To se je pokazalo že zdaj v vseh teh kvalifikacijah, da ko prije reprezentanca, da celotna Slovenija, mislim, vidimo, tudi čutimo to, da stopi skupaj, da nas podpirajo vsem tem. In zaradi tega tudi prihaja do teh rezultatov, ker res nas manjka ena dobra ekipa, dobro se razumemo in moramo to sedaj tudi potrditi na evropskem prvenstvu. Danska, Srbija, Anglija, komu bi ga najraje zabil? Najraje bi ga zabil verjetno Srbom, ker verjamem, da bo tudi največ teh, bom rekel, München, največ teh ljudi oziroma tega bo Slovencev bo verjetno v Münchnu. Ampak, mislim, bilo komu ga zabiješ na evropskem prvenstvu, to ali pa daš, bom rekel, se vpišeš v statistiko, je nekaj posebnega in se vedno spominjaš tega. Kaj lahko navijači od Slovenije pričakujejo? Kakšen bo cilj? Pa ja, mislim, da se bomo lotili, tako kot smo se lotili teh kvalifikacij, sprvo moramo biti sedaj sproščeni, se kasneje tudi dobro pripraviti na tekmo. In tekmo po tekmo, bom rekel, z vsemi reprezentancami smo pokazali, če smo mi tisti pravi, da če smo kot ekipa, delujemo kot ekipa, da se lahko kosamo z vsakimi. Srbi, Danci smo že igrali, konec koncev tudi, bom rekel, imeli nek dober rezultat z njimi. Verjetno lahko Angleže primerjamo s Portugalci, ampak ja, bo to nekako čist drugačna tekma in upam, da bomo že v prvih dveh naredili svoje, da lahko tretji odigramo sproščen. Žan, hvala za debato in čestitke za izjemno sezono 2023-2024. Vso srečo v Nemčiji. Izziv pod prečko se je sklenil z 9 udeleženci, saj so pri Olimpiji prijazno zavrnili sodelovanje. Najverjetneje so v Zmajevem gnezdu ocenili, da je dosežek Luke Topalovića nedosegljiv. Dragulj Domžal je torej naš zmagovalec, na zmagovalni oder pa sta se povzpela še Dejan Vokić iz Radomelj in Matic Ivanšek iz Brava. V nadaljevanju. Z nami bosta še trener Celja Damir Krznar in selektor Slovenije Matjaž Kek. Nikje ni lako, ni doma, ni v tujini. Već sam rekao, ovaj mi je malo drajši jer baš zato, jer nije u mojem klubu, u mojem okolju. Dinamo je nekako navikao na osvajanje trofeja i to je njima već po defaultu. Neću reći da Celje nije, isto tako, momčad koja se uvijek bori za vrh, ali sigurno dokazati se negdje dalje, negdje drugdje, onako van kuće je velika stvar i mogu reći da mi, ako nije najdraži, sigurno jedan među top 3.
Prvenstvo je maraton, nema ključne. Nema ključne, evo realno, Olimpija, derbi u Celju, gdje smo pobjedili 1-0, potvrditev prvenstva, ali naravno da i javnost i svi su ju ocijenili kao takvu. Mi treneri smo znali da nije ni ta presuda, da bi, bez obzira kako i ta utakmica završila, bili zmagovalci, bili prvi, bili prvaci, ali sigurno da je Slajša na taj način potvrditi titulu. Bilo ih je puno i to veseli. Pa okej, sigurno da je to sa Mariborom poraz u Kidričevom protiv Aluminija, nakon kojeg je praktički i kulminiralo i završilo naše delo tam. U Celju najviše boli poraz u derbiju protiv Olimpije doma. A dižemo ljestvicu, naravno, to je put, svake godine više bolje, tako da vjerujem da ćemo uz par okrepitvi i uz dobru pripremu možda otići korak dalje u Europi. Vjerujem da hoćemo, vjerujem da imamo snage, vjerujem da imamo volje. Jedno što će nam falit će nam malo odmora, ali okej, odmarat ćemo kad umremo. Za zaključek druge sezone magazina Pod prečko in rubrike Pogovor z legendo smo se odpravili na Brdo pri Kranju, kjer se reprezentanca pripravlja na Evropsko prvenstvo. O spominih na kariero in o vsem, kar lahko ponudi nogomet, bomo tokrat govorili s selektorjem Matjažem Kekom. Kot vselej pa začenjamo v otroštvu. Kaj je bil glavni razlog, da se je že zelo zgodaj zaljubil v nogomet? Ja, ena zgodba je oče Geni, verjetno že nekaj, ne? Druga zgodba je pa, da smo živeli v Krekovi, 26. To sta tiste dve stolpnici, če pogledaš s tribune, tiste dve. In dejstvo je, da smo imeli samo dve možnosti. Seveda teh neumnosti še takrat ni bilo, internetov pa tega. Se pravi, takrat je košarka bila v Mariboru zelo popularna, Maribor 66, z Vilfanom, Dobrinom in to generacijo. Na drugi strani pa velika generacija Maribora, Prosen, Rnejčič in vse tisti veliki zvezdniki, ki so prevečkrat mogoče zdaj v senci ostajajo za današnjega sodobnega nogometa velikega Maribora in cel dan se pač preganjaš po igrišču. Očitno so geni prevladali in moja odločitev je bila nogomet. To igro je spremljal včasih Peleja, kasneje Maradone in drugih zvezdnikov. Vseeno pa bi danes kot idola izbral svojega skorajšnjega vrstnika. Meni je bil stalno všeč Franco Baresi. Vsak je v Milan, pa od Kapela, ampak dobro, takrat sem že bil malo preko. Njegova inteligenca, prepoznavanja, njegovo vodenje ekipe mi je bilo stalno, mi je pomenilo nekaj, kar mi je bilo izredno všeč. In mislim, če bi zdaj levo, desno, jaz bi napisal Franco Baresi. V Mariboru je okusil življenje na levem in desnem bregu Drave ter igral tako za Železničar kot Maribor. Kako se sicer spominja začetkov treniranja in udejstvovanja v nogometu? Mislim, najprej sem bil navijač Maribora. Nedelja, prva liga, druga liga, Zastava, pa v desni kot stare tribune. To je bil obred, to je bilo nedeljsko športno popoldne, najprej kosilo in potem na tekmo. In to je zastrupljen. Oče ni bil toliko vezan več takrat na nogomet, tudi končal je svojo kariero, ker mu je bila služba pač važnejša. In pač potem začneš trenirati v tistih pionirskih selekcijah. Takrat so bili pioniri A, B, C, mislim, da je bilo to. In pač začneš. Najprej pač, da si mogoče malo bolj pomemben med sošolci, ker pač treniraš v enem Mariboru. Potem seveda pa se je to začelo razvijati in se pravi, tisto moja preselitev na desni breg Drave, ker v Mariboru je pomembno to, levi pa desni breg je bil takrat, zdaj tega dosti manj, ampak takrat je levi breg pomenil nekaj, desni breg tudi nekaj in iz tega je izhajalo. No, na Železničarju pa se je začelo potem slovenske pionirske reprezentance in vse to skupaj in zelo hitro so me povabili iz enega Maribora
od mladinečev, v bistvu sem šel na priprave, trenerje, ne vem, mene so trenirali v prvi fazi Kiki Omeragič, pa Ivan Džalma Markovič, ne, to tisti, ki v Mariboru nekaj vejo o nogometu, bojo vedeli, kakšna dva trenerja sta bila to, ne. Hitro se je zaljubil tudi v mali nogomet, ki mu je zaradi igranja na asfaltu pustil kar nekaj posledic. Leta 1983 je zasedbo Mlinček osvojil legendarni turnir v Zagrebu Kutija Šibica, zanimiva pa je bila predvsem njegova članska kariera pred slovensko osamosvojitvijo. Klub je nekako ostal, ne. Ostal je z vsemi svojimi težavami, brez denarja, pa tista druga liga zahodna, ker jaz pravim, v prvi ligi jugoslovanske jaz nisem igral, ne. Jaz sem šel potem hitro v Avstrijo. Ampak druga liga zahod takrat, pa potovanja, Trebinje, Bugojno, Bihać, Brčkovo, kaj ne vem, kako se vsi ti bili, to je bila fakulteta, to je univerza, no. To je univerza, sodniki takrat, ne. Zato jaz zdaj redko zgubim neko kontrolo, ker to je kamilica zdaj, kar je bilo za tisto. Ampak hkrati sem tudi na gimnaziju hodil. Bilo je relativno naporno, vsa potovanja, profesionalno igranje, ampak hodiš še na gimnazijo. Hkrati pa si seveda bil kao, na rekovajih, Jack, ker si igral za NK Maribor. Vsaka tekma pa je bila par tisoč ljudi, ne. To je bilo tudi po 10 000 ljudi v derbih, ne. Ena krasna izkušnja, no, potem pa zelo hitro pa sem se odločil za Avstrijo, kljub nekim pogovorom, bil je Džajić v Mariboru, pa Vlatko Markovič, sem se odločil za Avstrijo. Slovenska liga je nastala, ko je sam še igral v Avstriji. Kako je preko severne meje spremljal razvoj novega tekmovanja. Kar naenkrat si imel možnost se pojaviti na eni drugi sceni. Potrebna je bila reorganizacija vsega tega. Jaz mislim, da takrat ljudje, ki so vodili Nogometno zvezo Slovenije, na čelu z Rudijem Zavrlom in to skupino ljudi okoli njega, Ilešič, Frantar, pa verjetno sem že koga pozabil, da so takrat naredili neverjeten posel, ki ga danes premalo spoštujemo. Leta 1992 je odigral svojo edino tekmo za slovensko reprezentanco. 3 leta kasneje pa se vrnil domov in z Mariborom končno zaigral tudi v prvi ligi. Jaz sem bil pravzaprav se že sprijaznil z usodo, da zaradi res težkih poškodb, predvsem teh križnih vezi, je s kariero konec. In takrat sem bil poziv z Maribora, na nek čudežen način od Avstrijcev dobil papirje in takrat se je v Mariboru začela pa pripravljati leto 1999-2000 in prva liga prvakov z eno generacijo, ki jo je vodil Bojan Prašnikar in tudi prvo osvojitvijo takrat v tisti tekmi proti Beltincem. Takrat so se pa že, vrnili smo se Žurman, Fricl pa jaz in takrat so se pa v Mariboru, mislim, da pa postavljali temelje za potem preporod, čeprav je potem sledila povsem te ligi prvakov, kar je bil za mene neverjeten rezultat v primerjavi z belgijskim prvakom, francoskim prvakom. Tisto je bilo noro, enostavno noro leto, ampak takrat sem že bil pomočnik trenerja, ker sem moral nehati, tudi prestar sem že bil, ne. No, hitro po njegovem povratku domov pa je Maribor prevzel primat v slovenski ligi. Bojan Prašnikar je zgradil dinastijo, ki je nizala uspeh za uspehom, za Keka pa je najslajši spomin osvojitev prvega naslova. Kako se spominja legendarne tekme z Beltinci? Tekma proti Beltincem je vseeno izmed tistih nekih mejnikov v zgodovini nogometnega kluba Maribor. Tista tekma je, tisto ne moreš kar hitro pozabiti. Nažalost, Milana Žurmana ni več, ne. Zadnjič sem gledal slike. Tisto je bilo nekaj, kar bi jaz vsakemu privoščil. Pa ne zaradi tega, ker sem fant iz ulice preko, ampak iz te nekega naboja, tega neke energije, tega karakterja mariborskega, ki je takrat pač bil kulminiral z tem naslovom državnih prvakov, ne. Vse pravim, potem Liga prvakov in to naprej, pa Kijev, prva zmaga, pa gol od Ante in to. Takrat so bili zelo lepi časi, ne, in čeprav je pa potem vse skupaj zopet šlo dol, ne, in je zopet moralo se v bistvu skoraj vse podreti, oziroma se vse podrlo, da je pa potem generacija, ki je vodil Zlatko Zahovič v bistvu, že kot športni direktor, ponovno Maribor dvignila v neverjetne višave, v neverjetne uspehe, v rezultate, ki se mene to nasploh pri Slovenskih zelo moti. To se vse skupaj zelo hitro pozabi. In kaj, jaz vem, mi zdaj gremo v Nemčijo
čez 14 dni ali pa čez en mesec kasneje v Ligi narodov bojo nežobe vsi menjali, ne? Ampak taki smo pač. Ne? Ker je bil od majhnih nog navijač Maribora, ne moremo mimo večnih derbijev. Kako gleda na tekmo vseh tekem v Sloveniji? Že takrat ne, je to rivalstvo, ene strani pa druge strani Trojan, pomenilo kvaliteto slovenskega nogometa. Ne? In brez tega rivalstva, pa tega ni pravega športa. Jaz sem že prej rekel, že tisti lokalni derbi Maribor, Železničar Maribor, da milijon zameri, je imel nekaj več. In to Maribor Olimpija, to so tekme, ki smo jih mi navijači takrat, ali pa tisti, ki se je kvalificiral, da je lahko žoge pobiral, ne? Tisto je bil dogodek, tisto je kot zdaj spremljanje finale Lige prvakov. Skozi kariero je nase ves čas opozarjal z izjemnim strelom odaleč. Je to orožje posebej razvijal, je bil že v mlajših selekcijah zadolžen za proste strele. Pa v bistvu sem jaz v mlajših selekcijah igral v napadu, ne? In potem v nekem momentu mislim, da so se poškodovali eni igralci in je ali Hlavač ali Simunovič sta rekla, da bom pač poskušal od zadaj in potem takrat se še z Liberom igrali. Ja, vdaril sem kar dobro, v Avstriji sem dal dosti golov tudi od tega. Nekaj časa je to kar dobro šlo, ne? In tudi zelo daleč. Tiste žoge so bile čisto drugače kot zdaj, ne, zelo težko, ko se je to napilo malo, to, ko si mazno, ne, to ni bilo kar enostavno. Ampak, ja, verjetno nisem bil ravno neki tehničar, ne, ampak udariti sem pa znal, ja, po žogi. Po končani karieri je hitro zaplul v trenerske vode in se podpisal pod nekaj zares velikih uspehov. Že kot igralec je bil zelo priljubljen sogovornik, kot trener pa je retoriko dvignil na še višji nivo. Tudi vaši kolegi so mi dali zdaj že počasi ta nadimek PR selektor, ne, in jaz sem bil zelo dosti poškodovan. In v nekem času sem se družil z ljudmi, ki niso imeli veze z nogometom. Prihajali so iz kulture, pretežno so se ukvarjali z glasbo, ne, in seveda, če si pač ne stopil nekje na radio ali karkoli na televiziji, si mogel kaj povedati, ne. Zdaj, tisti, ki pa me prvi usmeril v gostovanje na televiziji, v športni oddaji, pa bil Jože Jagodnik. On je bil predsednik Maribora takrat, to je za mene večni predsednik, ne, je pa rekel, veš kaj, idi. Zdaj ti znaš kaj pa možeš, znaš kaj povedati pa to. In potem tudi skozi moja hobi gostovanje na radijskih postajah, verjetno se naučiš, nimaš več nekega respekta prevelikega do mikrofona, do kamere. Je pa res, da Robert Seger, eden izmed najpomembnejših komentatorjev avstrijske nacionalne televizije ORF, je imel kurse z nami oziroma učili so nas v GAK-ju, kako se obnašati pred kamero, pa kako delati za mediji. S trenutno generacijo je nogomet znova vrnil sam vrh slovenskega športa. Na tribunah je ogromno mladih navijačev, med katerimi se zagotovo skrivajo novi Šeški in Oblaki. Kaj jim sporoča selektor? Dejstvo je, da v športu ni vedno lepo. Dejstvo je, da šport sestavljajo zmage in porazi. Da je dobesedno trpljenja v treningu stalno več. Ampak dobeno trpljenje, oziroma vsako trpljenje v treningu, ne bodo kaj mislili karkoli drugega, vse pri meni osebno je ne z lahkoto. Danes je vse to pozabljeno za vsako zmago. Gospod Kek, najlepša hvala za vaš čas in debato ter vse dobro na prihajajočem Evropskem prvenstvu v Nemčiji, ki ga boste lahko pospremili na Sportklubu. Tako, do konca smo pripeljali še eno epizodo in tokrat tudi sezono magazina Pod prečko. Uživajte v poletnem premoru in na Evropskem prvenstvu glasno navijajte za Slovenijo. In seveda, ne pozabite, da lahko vse tekme Evropskega prvenstva v Nemčiji spremljate samo na Sportklubu. Za konec pa le še prisrčen pozdrav do prihodnje sezone.